Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Moja zgodba, v kateri pozdravljam sodelavko študijskega centra za narodno spravo Marto Keršič. Dober večer. Lep dober večer. Ja, kak teden nazaj sva prvič prisluhnila oziroma ste prinesli na radio oddajo s pričevalko Pavlo Kovač Škraba in takrat smo povedali, da je bil to prvi del pričevanja. Danes bomo slišali drugega. Tako je, danes bomo prisluhnili drugemu delu pričevanja gospe Pavle. Naj ponovim, je bila rojena leta 1939 v Šentvidu nad Ljubljano in jo je pot po koncu druge svetovne vojne vodila skozi taborišče v Baragovem semenišču, preko begunskih taborišč v Avstriji, v Argentino. Nazadnje, leta 2017, se je vrnila v rodno domovino Slovenijo. V nocojšnji oddaji nas bo Pavla popeljala v leta po koncu vojne, ki so njeno družino najprej zaznamovala z bolečo izkušnjo odhoda od doma in večmesečnega priprtja v Baragovem semenišču. Od tam so bili poslani v begunsko taborišče v Avstriji, kjer so preživeli nadaljnja 3 leta. Bivanje v taborišču je Pavli ostalo v lepem spominu, saj je begunska skupnost poskrbela za njihovo kulturno in družabno življenje. Otroci so obiskovali šolo, se veliko družili in igrali. V tem vzdušju niti niso preveč pogrešali Slovenije. Precej drugače pa je bilo za starše, ki so živeli v veliki negotovosti in niso vedeli, kaj jih čaka v prihodnosti. Kovačeva družina je prispela v Argentino leta 1949. Po prihodu je oče preživljal hude čase, saj ni mogel preboleti krivic, ki so mu bile storjene v Sloveniji med in takoj po vojni. Sledile so nove preizkušnje in trpljenje. Prisluhnimo pričevalki Pavli Kovač Škraba. Kako ste prišli vi od takrat iz Baragovega semenišča? A ste se sami odločili za pot v Avstrijo? Ne, nas so prišli iskat 2. januarja 46 s kamioni, ne vem. Do vas so prišli s kamioni? No, tu v zavod. Tako, ja? Naložili? Ste vedeli, kam greste? Ne vem. Ne smem naš reči. Vi ne veste. Kaj so na prmejki, nismo pa nikoli to govorili. In so nas na kamione naložili. Sam to vem, ker smo pešačali iz Šentilja do tega taborišča Vagena, kaj že. Ja. Smo pešačali ne vem koliko kilometrov od Šentilja do tega taborišča. Tam so nas pa spustili v ta taborišče. Potem pa tam smo šli pa v Judenburg. A se vi kaj spomnite, na kamionih je bilo več? Ja, še nas je bilo cela. Vsi ste šli iz Baragovega semenišča? Ja, Slovenci so bili, ali tudi ostale narodnosti? Za mene so bili Slovenci, če so jih pobrali v Baragovem misionišču. Ja. Po moje, da so bili vsi Slovenci. Niste kasneje z njimi bili nobenim od teh skupaj, da bi... Vem, da so bili eni dvojne se je potem sled zgubila. Dost nismo imeli stikov, ker potem smo šli v ta taborišče. Zdaj ne vem, ali smo se tam dobili ali ne. Ne mi govorka, ne vem. Nas je bilo veliko, ker jaz kot otrok, 6 let stara, samo to vem. Smo šli do Šentilja iz kamioni, a je bilo več kamionov, a je bil samo naš, ne vem, dol in smo šli pešačali. Vem, da smo imeli z bratom do kolen sneh, smo pogazili po snegu. Vem, da smo imeli čist navadne soperge, take doma narejene. Zebel nas, tisto se spomnim. In sem kole otrok gledala gor skozi, še danes vidim pikce ljudi, ki so hodili. Kot procesija. Niso bili edini. Po vsakega časa prišel en vojak mimo, otroci so jokali, morda tudi jaz, pa moj brat, ne vem. Te starejši so jamrali, pa se veste, dolga pot, stvari so stran matali. Ampak, a ste vi kakšno stvar lahko sabo vzeli? Vem, da je ta vojak, ki je prišel mimo, ko smo jokali, pa stokali, pa jamrali. Tišina, pa kako zgrdo pil nad nami.
Še danes imamo v ušesih. Ampak slovensko so upili na dva. Ja, tišina. Aha. Vi ste dale vprašala, Če ste kaj sabo lahko vzeli. to tudi nisem povedala. Mojega očeta so odpeljali, kot sem povedala, julija. Nas prišli pa iskati 18. decembra. Isto let po vojski, to ponavljam stalno, po vojski. Bene pravice niso imeli, da takih stvari. Pa pravi, pa me mama vprašala, ja kaj, zakaj? Ja, kar pejte. Kaj pa čemu s seboj vzeti? Ja, se ni treba nič s seboj jemati, je rekel. Jutri boste že doma. Jutri boste prišli domov. Še danes čakamo tistega dne. Mama je vzela eno potovalko, kar je med potjo videla, da je pobrala, noter zavesala, pa smo šli. To je bilo vse, kar smo vzeli v doma. Nič drugega, kar smo imeli oblečen, pa tisto, kar je bilo noter v torbi, ali pa v tistmi potovalki, kaj je bilo, ne vem. Vse ostalo. Vse, brez nič. Tako kot vam povem. Pa rečete, da rečete ali pa rečem, kako mogoče, da je zloba človeška tako velika, nima meja. In potem ste tam prišli skupaj s Slovenci, ki so bili pa že v taborišču. Tole te prve. Ja. To je bil judovski, ja. Potem od tam, ne vem, vse piše datum, kdaj smo prišli pa v Judenburg, piše kaj? Judenburg, april 46. To se pravi, ste bili tukaj 3 mesece. 3 mesece, ja. Ja, 3-4 mesece. Ja, to vem, da je moj oče, ki je znal to perfektno nemško, je šel k glavnemu, prav tukaj so sami judje, pa ne vem kakšni še narodnosti, Ja. prav mi ne bomo vse s tem, ne vem kako je bilo. In Ja. ali gremo nazaj, mora biti oče rekel, pa verjetno so jim mu rekli, da kar nahodi, Aha. kako mislim, tako jaz rečem, dele, ne. In smo šli potem pa v Trafajah. Tam so bili pa skoraj sami Slovenci. Ampak tukaj, ko smo bili v tem taborišču, moj oče je imel značaj, je šel do ta glavnega, pa je rekel, moj otroc, pa moja žena se ne bo kopala pod tušom tamle. So bili pa tuši iz tistem cevi, ko imamo mi za vodo, vse veste, ko so take Ja, cevi, ja. lukance, Ja. in tam so spustili 2krat na dan ali 3krat ali enkrat, ne vem, tuš, ta številka do ta številka, pa ta številka, pa ta številka, to se spomnim. In rekel, da se moramo tuširati. Ja. Nagi, gotovo, se Ja. ne bomo v oblekah. Moj oče je bil grozen. Polej smo prišli pa v barako, to tudi nisem povedala. Smo spali na slamnatih, na slami in so nas stenice so bile vsega vrabca, vseh žveli polhen, so nas pa iz DDT-jem špricali. DDT s prahom, ne. Še danes imamo v nosu, kako je smrdelo. Pa pod pajsko, pa tam, pa še ne vem kje. Se pravi, se ni čuden, da je moj oče, vedela sem, da je moja mama rekla, da so naredili veliko krivico. Veliko krivico. Ker ni čist popolnoma nič naredil. Seveda. Ni bil v zaprejeni Seveda. stranki, ni bil pri drugi, ni vse politiko, kakor je, ne, kakor jo znamo tako, vsi, ne. Tako. Niso imeli pravice delati tisto, kar so z nami naredili. Seveda ne. Je bil živčno ubit, jaz se ga spomnim. 4. oktobra je imel rojstni god, svet Frančišek, Aha. prijeni prijatelji k nam, so ga častili, slavili, pa je govoril, ki je bil zaprt, to tudi nisem povedala, zaprt v Bargo misionišču, Ja. je kolešal, še danes ga vidim, v veži, ko smo imeli eno vežo, tam, ko smo živeli Fabrško, ne, od Fabrke, in je pa te ljudje so bili tam pri nas, ne, mama nekaj pripravila, kaj s tem, kaj je bilo, pa je rekel, ja, takole smo hodili, pa je v sobi, Aha. pa je roke dal na hrbet, 5 korakov gor, 5 korakov dol, 5 korakov gor, 5 korakov dol. Sam čakali smo, Da bo, ja. ko so se vrata odprle, smo mogli se vsi postaviti ob zid, ne vem, koliko jih je bilo, ti, ven. Sam čakali smo, kdaj bo kakšnega boja pogled. In tistih ljudi ni bilo več nazaj. In moj oče ni bil, da bi bil, ne. In tudi to nisem povedala, tudi lahko objavite, ni problema. Smo bili priprti tam v Bargo misionišču, ker oče tudi ni več vedel, da bomo mi tam. Mama tudi ni vedela, približno kje je, no.
Sem pa mi otroci, so pa hodniki tam v Bargovem misionišču, ne vem, če ste kdaj bila, da je učenci imajo tale zavod. Dom. Še danes se vem, smo bili eni taki mičkini sobci, ne vem, nas je bilo 5, 6, 8, da mene kokr češ, pa otroci so bili tudi notri, ne nič moških, samo ženske, ali so bili moški tudi, saj se nas spomnim. In otroci, seveda, ki boš ti notri v tistemu mečkemu prostorčku, mi otroke so nas pa pustili, da smo šli na hodnik. Ne pa smo se tam igrali. Tistem slišim jaz po hodniku, je bil pa tak dom, takole zakrivljen. Pa slišim, ki je bil poden, še nekaj drugega moram povedati, poden iz lesa. Pogledam dol skozi, sta bila 2 moška, pa 2 vojaka, s puškama. Med tistem dvema, eden od teh 2 je bil moj oče. Jaz vpijem, ata! Mene je pa mama noter slišala, je prišla k meni, pa me je potegnila noter v sobo, ne. Zdaj smo videli, je s hatu letela, ne vem. To je bilo vse. Ata se ni premaknil, gotovo ne, mogel iti svojo pot. Zvečer je pa k nam prišel v sobo, ki je vedel, kje smo. Mama je pa tudi gledala, kam bo šel, pa ni videla, ker se je bil zavito, ne. Je prišel prav, bodite mirni, prav se bomo še videli. Pa je hitro nazaj šel. To je bila ena. Druga, ko sem bila jaz drugič tukaj z možem sva bila, sem pa rekla, rada bi šla v Bargovo misionišče pogledati, tam, ko smo bili mi priprti. Jaz sem zmeraj bila predrzna v dobrem pogledu, ne v slabem. Pa je rekel, moj mož je rekel, ja, jaz pa vem, kje je, gotovo ne bo toliko starejši, ko so prišli prav iz Iga, peš, iz Matene, ko so prišli v Ljubljano, pa tako naprej dobro. Je rekel, ja, jaz vem, kje je Vilharjeva. Vem, kje je tisti dom. Smo kaj prišli, je bila moja hčerka, jaz pa moj mož, ne. Je pa glih tako, ki je mečkan tako, pa stopnice so, ne. Oj, sem rekla, tle noter smo šli. Pridem pa do vrha, sem rekla, kako ćemo mi noter prideti. Jaz sem hotela pogledati, Ferbec, jaz sem bila zmeri pripravljena za take reči. Sem pa rekla, kako bi jaz not prišla? V tistem se pa vrata odprejo, je en fant ven prišel, en učenc verjeten, ne. A bi rad šli noter? Sem pa rekla, ja, prosim. Je pustil vrata odprte, da smo šli noter. On je mislil, da smo prišli kakšnega pogledati, ne. Pa sem šla gor skozi. Ne bom rekla točen, kjera soba je bila. Ja. Sem šla gor po hodniku, pa je bila ena soba odprta. Pa stopim noter, so bili učenci, pa jih ni bilo noter, ne. Je bila odprta. Na desni je bila v stranišče, na levi pa 2 spalne, so bila 2 postelje, ne, ali pa 3. Te so tiste sobe, ki smo bili mi tukaj notri. To pa lahko rečem. In še zdaj, ne vem, kako je zdaj. In še zdaj je hodnik, pri straneh je kakor cement ali pa tale keramika, na sred pa leseno. Še takrat je bilo, da ne vem, kako je zdaj. To sem pa pozabila povedati. Veste, kaj me še zanima? A imate kakšne spomine na življenje v taborišču? Dobro, kako bi jaz tole povedala, kakor sem že prej rekla. Otroci, računajte 6 let stari, manj ali pa več. Takoj so začeli organizirati slovenski človek ali pa slovenski narod ali pa tista skupnost, ki je bila v taborišču, ko so bili intelektualci ali pa navadni kmetje. Takoj so rekli, tole more biti. In smo slovensko šolo so naredili, da se je bila slovenska šola. Vsak dan, to se res ne spomnim. Je bil naš ravnatelj, je bil Avgust, mislim, da je Avgust bil, Klemente. Je bil zelo strog. Duhovni vodja je bil Klemenčič in Malavašič, stric od Mici Kasužo Malavašič. So bili zelo strogi. Jaz se nisem rada učila verouka. Tudi si mojemu očetu je prišel katehet, pa je rekel, ja, vaša hčerkica ni nič pridna. Jaz se nisem hotela učiti verouka, pa sem mogla znati. Daš ne bi šla ne k Birmi, ne k Obhajilu. Je bilo lepo in sej, kakor sem rekla, kadar so otroci, nismo nič pogrešali Slovenije, se nismo niti vedeli, zakaj se gre, samo da smo imeli tam šolo,
da smo se natekli po taborišču, da smo se lovili, brigali nas je. Starši so pa trpeli. Oni sam niso vedeli, kam in kako in kaj jih čaka. Ali bojo šli naprej, ali jih bojo nazaj poslali, ne vem. In je bil, tudi ročna dela so delali dekleta, jaz sem bila kot otrok, ne. Tudi ročna dela so delali dekleta, torbice, kakšne spominčke, vse. In zelo lepo. In tudi one niso vedele, kaj jih čaka v Argentini, ali pa bomo šli naprej ali ne. In je bilo zelo lepo za mene v taborišču. Se spomnim mojo dogodivščino. Smo tam letali po travniku, pa tako, pa tisto, pa gremo pa mimo kuhne, to sem že velikem povedala. Pa smo rekla, zakaj meče tiste ene kozarčke, ko odprejo te konzerve, ne? Pa tam je bil pa en velik sod, pa so tam metali vse sorte. In to med tistimi so bili pa tisti lončki, kako bi te konzerve, mleka, ampak tistega ni mleko bilo, je bilo belkrat ne V prahu. ne, tekoče. So ven metali, ne? Pa smo šli pa tam mem, nam rekla, da sem bila jaz glavna, ali bil kakšen drug. Pa so rekli, kaj pa tisto, zakaj pa ven mečejo? Pa smo šli, kaj? Pa smo pogledali, pa smo noter v tisti sod roko stegnili, pa smo tiste piksne, ali pa, ko reče, tiste lončke, pa kako je bilo tisto dobro. In še takih dogodivščin, ne vem, kako povedati vam. Ste bili kdaj lačni? Da bi jaz rekla, nismo bili lačni, ampak ena hrana, ki ni bila nikdar, je nam je manjkala. Kakšna, ne bom povedala. Kruha nismo srametali, smo ga do konca pojedli. Moj oče je šel ven iz taborišča delati in je prinesel cel zaboj jabolk, ni vedel, kam spraviti jih, jih je pa kar porinil pod poslo. In potem pa so otroci iz drugih barak, pa mi, ja, kar pejte iskat, tam imate jabolka. To je bil prvi del oddaje, v kateri smo poslušali pričevalko Pavlo Kovač Škraba. V nadaljevanju bo spregovorila o boleči izgubi, ki je prizadela njeno mamo, ko je izgubila moža, Pavla pa svojega očeta. Mama je morala sama skrbeti za družino s 3 otroki. Odločila se je, da si postavi novo hišo, kar je s pomočjo otrok, sorodnikov, prijateljev in slovenske skupnosti tudi uspelo. Pavla je že kot deklica večkrat delala po 10 ur ali več, da je zaslužila za vse potrebno in pomagala mami. Mama je bila izučena šivilja, a je po očetovi smrti v eni od restauracij prala perilo. Kasneje pa je dobila delo šivilje in je veliko šivala tudi za Slovence. Pavla se je hitro vključila v delo slovenske skupnosti in bila vseskozi njena aktivna članica. Za krajši čas je prekinila samo takrat, ko se je poročila in imela otroke. V moževi družini je bilo 9 otrok in so prav tako po vojni bežali kot mnogi Slovenci, preganjani od komunistov. Njegova izkušnja je bila tako boleča, da se ni več želel vrniti v Slovenijo. Pavla je zbrala ogromno poguma, da se je po moževi smrti odločila za popolnoma novo pot in se je sama vrnila v rodno domovino. Zanimivo je, da sta se Pavlina sin in hčerka za stalno naselila v Sloveniji že precej let pred Pavlino vrnitvijo v domovino. Oba sta tukaj našla sozakonca in se poročila. Pavla je priznala, da ji je bilo hudo, ko sta zapuščala Argentino. Končno pa je tudi sama sprejela odločitev, da se vrne v Slovenijo. Hvaležna je, da je zdaj v Biljah pri Novi Gorici, kjer ima dobre sosede in prijatelje. Ker je izredno komunikativna, prijazna in gostoljubna, se je v novem okolju hitro vključila v upokojensko društvo, redno obiskuje maše v Biljah, veliko hodi peš po okoliških gričih in uživa v naravi. Zdaj je v Sloveniji zadovoljna in pravi, da ni vse bogastvo. Veliko ji pomenita vera in spoštovanje. V Biljah so jo zelo lepo sprejeli in se počuti kot doma.
Izredno je vesela in ponosna na svoje otroke in vnuke, ki lepšajo družinske trenutke. Pavla pravi, da ji je Argentina sicer dala vse: svobodo, možnost preživetja, prijateljstvo in slovensko skupnost. A njena tiha želja je bila vrniti se v Slovenijo. Ima 2 domovini in ne ve, katero bi izbrala, ker sta obe njeni. S ponosom pa dodaja: imam rada Slovenijo. Prisluhnimo njenim besedam. Ko smo prišli v Argentino, sem rekla, cele vreče kruha v smeteh. Mi pa lačni, čeprav nismo bili lačni. Ne vem vam povedati. Nismo bili lačni. Ampak prav kruh metati. Moja mama se je verjetno pri vas tudi, ne samo pri nas. Ona, ki je spekla kruh, je zmeri pokrižala ga in rezala. Nikdar ga nismo sami rezali. Vedno nam je dol dala, ona dala. Če me pa padel kruh na tla, pa polubil. To se ni delal. Ne bom rekla, ravno v Argentini, tudi danes se ne dela nikjer to. Malo kje. Ne bom rekla, da smo mi vzgojeni, ampak govorim to, kar sem jaz doživela. Ne? To je tudi res, ko sem jaz v šolo hodila, sem hodila Santa Rosa de Lima, to se pravi, je bilo zelo lepo. Ampak so dekleta, punčke, kakšne piškotke, kakšne čokoladke so jedle tam, pa tako, kakšne so me tudi dale. Jaz sem tega nisem poznala, dokler se nisem bila tako starejša, ko sem zaslužila. In to tudi povem, sem bila stara 14 let in pol, ko sem delala v tovarni, koliko sem bila vesela, sem delala 8 ur. Ampak ker je prišel pa ta glavni šef, je rekel, poslušajte, katera bi ostala kakšno ekstra ure delati? No, se je bilo veliko, tam so bili sami Slovenci v tisti tovarni, skoraj vsi, no. Vsi smo rad ostali 3-4 ure več delati. Tako rad. In takrat smo imeli plačo vsakih 15 dni, ne kolikor zdaj na mesec. Se spomnim tudi to. Zjutraj sem šla delati v soboto, seveda sem bila pripravljena svojo torbico, da smo šli na pristavo v Moron. Tam smo imeli glavno, takrat je bila glavni dom ali pa klub za tam mlade. Pa je prišel do 2 smo delali, potem pa v Moron, ne, na pristavo. Pa je pa tudi prišel dekleta ali pa tele moški, kjerkoli, a bi ostali kakšno uro ekstra. Brigali je mene pristava, sam da sem delala. Iz službe na vlak, pa naravnost na pristavo v Moron, približno 2 kilometra peš, pa tam smo se naigrali, pa smo šli pa domov. Po očetovi smrti ali se je mama zaposlila v Argentini? Lepo vprašanje. Moja mama, sreča je imela ona je bila izučena šivilja tukaj. Ko je moj oče umrl, takoj so tam Argentinci prišli na pomoč, so rekli, gospa, mi imamo na restauracijo, bi vi lahko prala cune tem našim ljudmi, ki tam delajo v službi. Je rekla mama, ja, dobro. To je bilo prvo. Potem je pa ena Nemka, je moji mami rekla, hočete, prav, jaz imam konfekcijo, predpasnike za v kuhno. Imam vse, samo sašiti jih je treba. Ja. Potem pa moja mama, ki je bila šivilja, začela pa doma in takoj so Slovenci, tudi mama od tele Neške Furlanove ali pa od Marjanke Furlanove je bila tudi šivilja. Kakor so vedeli, da je ena gospa, ki šiva, takrat se ni tako kupovali, kot zdaj. Kupaš pa stran vržeš, če je treba, ne? Da je narabijo toliko šivili. In mama je potem začela pa doma. Ampak je delala pa eno konfekcijo, modroce. To se pravi preobleke za te žimnice, ne? Je bilo 8 jih notri, tak velik paket je bil. In sem šla jaz iskat, veste, kako daleč, sem bila stara 14, 15 let, 16, po službi ali pa po učenju, če sem še v šolo hodila. Mama je šivala,
Takrat moški, Slovenci, so tudi bili samci, so nosili k mojim mam uratnike zamenjavati v srajcam, nove uratnike ali karkoli naj bi bilo. Potem pa moja mama začela pa že gospem kostime, poročne obleke, vse sorte delati. In jaz, seveda, moja mama je konfekcijo šivala, medtem je pa šivala obleke pa tako naprej. Potem sem pa šla pa jest. Je rekla, greš ti v mesto, pa neseš to konfekcijo. Tisti paket je bil večkrat pa jest, meni se enkrat je mama zavagala, 8 kil je bil vagal. Je bilo pa 8 modrocov notri, pa 8 žimnic, ne. Veste, koliko sem daleč nosila? Bi skoraj rekla, koliko od tukaj do, dobro, ne vem koliko kilometrov, ne bo, koliko hoče. Sam to, sem hočem povedati. Od našega doma, ki smo mi živeli, sem mogla z enim avtobusom, od tam sem mogla iti še enim avtobusom, od tam pa še drugim, 3 avtobuse. Sem se zamudila približno 3 ure. Potem sem mogla pa domov priti, pa še učiti se. Mi smo pa zmeraj dejali, takrat ni bilo še tako, kakor zdaj, da zelo napadajo pa kradejo, ne. Sem pustila pa pri šoferju paket. Gam šla dol, pa gam pa vzela, kakor zmeri. Seveda, jaz sem zaspala na avtobusu, to za moment se zbudim, pa hitro dol skočim iz avtobusa. Paket je pa gor ostal. Pa zdaj, ni tako kot tukaj imate zelo poredko avtobuse, tukaj v našem koncu. Tam je pa en za drugim, ne, bil zmeri. Ampak takrat jih ni bilo. Sem pa zdaj, vedela pa sem, da gre morbiti kakšne 5 kilometrov, da je konča, pa gre pa se obrne avtobus. Malo pride pa avtobus, ko sem čakala nekaj časa, da sem nekaj, da ga bom pa tam dobila. Na avtobusni postaji. Ne prav, sem rekla, je prišel tak pa tak avto, ne vem, avtobus. Ne prav, je šel v garažo. Seveda, jaz sem šla pa iz Istmu v garažo, ki bi bilo od tukaj do več kot 5 kilometrov. Pridem do garaže, tam pustijo ponovati avtobuse, on ga ni pustil, je prišel kaj verjetno denar oddati in je šel z avtobusom domov. Ali je pa tam pustil, ne bom rekla zdaj. Marička, je bila ura že 7 zvečer, jaz grem pa za enim avtobusom domov, mama me pa čaka na avtobusni postaji. Ja, kje si hodila toliko časa? Pa? Ja, mama, veš kaj, sem pozabila paket gor na avtobusu, pa sem tako pa tako. Jo, je rekel, kaj bo pa zdaj gospodar rekel, sigurno me bo odračunal pri plači. So obe jokale. Mene so pa že vsi poznali, vsi šoferji, koliko jih je bilo. Mečkana, ki sem bila, sukcana, ki sem bila, pa greva dol po cesti dolg časa, jokale, nismo vedeli, kaj narediti. Pa neki, seveda noč je bila že, pa eden sveti za nami z avtobusom. Se ustavi, pa prav, na, punčka, tukaj imaš tvoj paket. Ker ga se vidi, da so bili še toliko ljudi pošteni, da so tisti paket pustili pri šoferju. In verjetno so mu kaj, a so ga klicali tega človeka, kako so pa, in takrat so pa še bolj jokali. In to moram povedati, tam, kjer je moj oče, ki so ga rabili kot za tkalskega mojstra, tam, kjer je si življenje vzel, mama je rekla, tole ne bo šlo, smo imeli pa že parcelo kupljeno, je pa že oče kupil parcelo. Nekje je pa tovarna Chrysler, je pa že oče takrat rekel, tam mu pa dobro, tale les, bomo naredili barako za silo. In so delali, sestavljali, ko je bil še moj oče živ, na eni parceli, v Sanhustu, takrat so bilo veliko parcel, je pa rekel, dajmo, bomo pri ovnovih postavili barako, pa jo zložimo, ker če bi tam postavljali, bi vse šlo verjetno, ne. In so postavili, med tistem je pa oče umrl. In mama je rekla, zdaj tam na parceli od teh ljudi ne bo stal ta baraka. So jo vsi, kjer so bili prijatelji naši, moški, tisto barako zložili in so jo postavili na parcelo, tam, ko smo mi zidali potem hišo, ta drugi dom moje mame. Ko mama ni hotela več tam živeti, ko smo živeli, kar se je zgodilo, smo prišli v Sanhusto. Kadar je 5 kapelj dežja padel, mi smo imeli 20 centimetrov vode not v baraki. Te ljudje so dali tele plohe od lesa po tleh, na enem konci stopil, drugi stran te pa špricnalo obraz. In tako je bilo in
toliko je bilo še prostora, da smo potem odspredaj zidali hišo. Moj brat, oba brata pa jaz. Potem sem se pa poročila, pa sem spet hišo smo zidala z možem, pa smo bili lepo, je bilo lepo. Lepo življenje sem imela. Gotovo kot vedno, spodrslaji, neprečakovana kakšna reč, bolezen, od otročka ne. Je bilo hudo. Ampak tukaj sem preživela. Veste, kaj se mi zdi še zelo zanimivo, da ste nekako oba svoja otroka, da sta pred vami bila tukaj v Sloveniji. Ali ste jim veliko pripovedovali o Sloveniji, ali ste bili že z njimi kdaj prej tukaj, ali kako, da ste nekako čutila, da sta dosti mlado vrnila, oziroma dosti hitro vrnila sem, pred vami. Se reče pred mano, ja, ne vem, kako je bilo, moj sin je bil tudi predsednik Fantovske zveze tam v Slonškovem domu, je se udejstvoval petja, zbora, kakor hčerka isto, ampak kaj jaz vem, se je nekako takrat 2001 se je ekonomsko v Argentini zelo poslabšalo, kot zdaj je zelo slabo, ne, ampak jaz govorim o takrat. In moj sin rekel, veš kaj, mami, jaz bi šel v Avstralijo ali pa v Slovenijo. Bolj ne ekonomsko. Nikdar mu nisem rekla ne. Ali pa nikdar mu nisem rekla, premisli dobro, predno kaj narediš. Stala tudi že starejša. Sin je bil 33 let star. Rekel, mami, jaz grem v Slovenijo. Zelo hudo bilo, to pa ja. Z meni je bilo hudo, zelo hudo in je prišel v Slovenijo, potem se je poročil, čez 4 leta. Smo mi prišli vsi v Slovenijo, moja hčerka, moj mož in jaz, zelo lepo. In ona se je potem ne vrnila, tako rekoč, ona je prišla v domovino svojih staršev, ne, moji pa mojega moža, pa je kar zadovoljna. Da res še enkrat ponovim, imam zgledna otroka, slovensko, pečat, pohvale, ljubila sta Slovenijo, lepo sta se učila slovenskega jezika. Osnovno in srednjo šolo. Oba. Pa tudi katoliško. Zdaj sta pa tukaj, jaz sem pa tudi. In kaj vam pomeni Argentina? Ja, jaz rečem, Argentina mi je vse dala. Bom pa nekaj drugega povedala. Ne, nič drugega, to. Jaz imam 2 domovine, pa tako rekoč, da bi rekla točno kaj, katero bi izbrala, ni pa obena moja. Pa obe sta moje. 76 let, predno smo prišli v Argentino, je mečkan manj, ne, ampak 76 let Argentine, zdomstva, ljubim Slovenijo. Dač ne bi prišla nazaj. Moja želja je bila priti v Slovenijo. Jaz sem pa mojemu možu rekla, da to ne greva v Slovenijo, da sta oba otroka tam. Ne, ne grem. Oni so pa bežali. Je bilo 9 otrok, sestra pa 2 otroka, ki sta bila že poročena. In je rekel, da je toliko dal skozi, kaj so jim po krivici naredili, kakor vsem. Vsak za sebe žive. Rekel, ne, moja želja ni, je to Slovenijo. Sem rekla, pa ja, pa ko sta Daniel pa Andreja tam, ne, je rekel. Sem ga primer pustila, sem rekla, če ga ne bo nikdar, da ga ne bo, bom šla pa jaz sama. In tako sem je zgodil, s pomočjo Boga, sem rekla, kaj pa zdaj? Sem rekla, jaz sploh ne grem v Slovenijo. Ne, sem rekla. Kar danes ne, jutri ja. Sem pa vstala, sem imela pa tako težke noči, premišljevanja. Sem se pa odločila, da ja. In vam rečem, zmeraj je bila moja želja, kako sem povedala, priti nazaj v Slovenijo. Sem zadovoljna. Delo. Ni tako, kot bi človek rekel, ni vse bogatstvo, moraš imeti tudi druge. Vero, spoštovanje. V Biljah tukaj, moram še enkrat ponoviti, so me zelo lepo sprejeli. Če bi bila v Ljubljani, blizu mojega sina, je pa moj značaj tak, da bi bila z vsemi prijatelji, se moja hčerka pravi, ja, kdo pa je ta? Ja, ti imaš pa čisto povsod kakšno, ali pa to. Jaz sem taka, jaz sem rada med ljudmi. Jaz nisem nič uredna, če nimam ljudi okrog sebe.
Kakšni rečejo, se imajo prav po svoje, jaz vsak za sebe že ve, kaj govori. Ne, jaz pa ne, jaz sem pa najraj doma, jaz imam najraj tole pa tisto. Jaz, ja vse naredim, ampak potem jo pobrišem na cesto. Po gričih, operirana sem bila na žolčniku, marca je bilo 1 leto, so me odstranili žolčnik, sem operirana, tukaj to je vse v Sloveniji. Koleno, oči, tako da sem prenovljena. Ne, res moram reči, sem res doma, se čutim doma. Se pravim, še enkrat ponovim, Argentina mi je dala vse, prijateljstvo, domove, organizacije, vse mi je dala. Ampak moja želja je bila vrniti se v Slovenijo. Imam rada Slovenijo, pa tudi rada Argentino, ki mi je vse dala. Otroke, moža, če to ne bi bilo, verjetno, če ne bi bila tam, verjetno ne bi bilo tako, kot je zdaj. Neverjetni ste v vsej tej zgodbi, ki ste jo predstavili, toliko enega trpljenja, toliko enih preizkušenj, težkih dni, tako osebnih, kakor širših, pa vseeno hranite neverjetno vedrino, pogum, še vedno s takimi željami, od kje črpate vso to moč? Ne vem od kje, se mi zdi, prvič morda mi je tudi malo prirojeno, ker moj oče bil zelo korajžen človek in moja mama, kar je dotrpela ali pa kar je bilo v njenem življenju, to sem verjetno jaz črpala. Veliko prijateljic me rečejo, aj Pavla, veš kaj, saj smo že, pa ne da bi jaz slabo govorila o njih, imam zelo rada jih, rečejo, ja Pavla, smo že na drugem, se moramo že začeti poslavljati, tako. Kaj si rekla? Ti se že poslavljaš? Jaz pa ne. Ne, mene ne bo, jaz se ne bom poslavljala. Poj pa ena gospa tukaj iz Primorske rekla meni, veste, kaj reče tej gospej? Ali pa kjerkoli vam še kaj reče. Ko pravi, ko mi je rekla ena gospa ni dolgo, je rekla, ja, veš kaj, Pavla, se bomo mogli že kar v vrsto postaviti. Sem rekla, ti kar stoji v vrsti, jaz ne mislim. Poj pa rekla, ta gospa mi je rekla, me je podučila, vi kar rečete, pri nas gre vrsta bolj počasi, pri vas gre bolj hitro, ti se kar v vrsto postavi, ko boš na vrsti, boš ti prej kot pa jaz. Jaz se ne mislim še v vrsto postaviti. Sem rekla, imate prav. Pa ni to, mačkan heca mora biti, ne. Jaz sem zelo rada vesela, zelo rada se pohecam. Brez heca v meni življenja. Dej ne vem, ni za to, da sem mojim staršem podobna. Pustimo to, ker reče, ja, to so korenine, ja, to je, kar si dem. Ne vem, ali je tisto, kar je v vas, ker ste toliko prestali. Jaz, ker sem tukaj zdaj, ne bom jokala. Jaz rečem, čeprav sem jokala zdaj, ne, ampak ne bom jokala, kar je bilo z nami. Pa pravim, kaj mi manjka? Nič mi ne manjka. Nič. Sem skozi dala, pustimo, otroštvo, starše, mamo, ne vem, vam povedati, bolezen, otrok mi je umrl 7 mesecev star, mama je bila stara 66 let, oče 48. Ne smemo jokati toliko, ne smemo. Pozabiti pa nikdar. Jaz ne. Pa ne bom zaradi tega z vami, s kjermokoli govorila, ja, veš kaj, to ne smeš pozabiti. Pa jaz sem zelo za to, da se hodi na pokopališče in vse, ampak takrat, kadar se spodobiti, kakšni hodijo prav, vsa čast njim, nisem proti, gre vsako soboto čistiti, pa tisto, pa ono. Nisem za take stvari, jaz grem velikrat. Kot mi je ena oseba enkrat rekla, ja, potem bojo že videli moji otroci, ko mene že več ne bo. Kakšna sem bila, da sem bila dobra. Sem jo pa pogledala, sem rekla, kaj sem rekla? Ti misliš, mene je v življenju kaj lepega dobrega naredijo, potem jaz ko ne bom načutila, kaj bojo z mano govorili, kar je tudi res, ne? Me bojo potem, kako rečem, oboževali. Zdaj mi, dajte, no. Potem jaz načutim, da bom več čutila obene stvari. To sem jaz. Zdaj, kako vi mislite, pa ne moram reči. V sebi nosite eno neverjetno modrost, ki se mi zdi, da je
v današnjih časih veliko primanjkuje. Res tega poguma in življenje vas je klesalo in res lahko rečem, en biser ste, no, v tem smislu vsega, kar je in zmorete tolkenih pozitivnih pogledov, veselja, zadovoljstva in to je res zlata vredno. Še to rečem, da pustimo trpljenje, pustimo vse, pozabiti ne morete, ampak da sem jaz do teh let prišla, se vsak dan sprašujem, pa Bogu zahvalim, kako da sem prišla do teh let. Pa zaenkrat zdrava. Ne bi bilo, glejte, ne bi bilo tako, kot pravite, sem ponosna na sebe, res, da sem sploh lahko tole povedala vam. Ni bilo lahka pot. Ne, ko smo prišli v Argentino in ko sem prišla tudi sem nazaj. Pa me zdaj vprašajo, Pavla, pa če na obisk še nisem šla nikoli. Zaenkrat. Ampak, Pavla, pa te je kaj dolžo po Argentini. Prav čist nič po Argentini, po prijateljstvu pa ja. Tiste pa poglavje zase. Še eno vprašanje imam. Svojim otrokom ste pripovedovali svojo zgodovino družinsko za nazaj? Ste jim pripovedovali to? Ja. Se one dva vse veste. Pravite ljudem ali našim? Otrokom, domačim. Oni vse vedo. Tako kot moj sin, jaz kar imam teh papirjev, tudi, sem vse kopirala, pa vsem otrokom dala, obema dala, vse. In tudi, karkoli vprašata, karkoli rečeta, sem bila na razpolago vedno. Kot moj mož. Moj mož je bil bolj, kako bi rekla, jaz tudi dosledna, ne vem, kakšno besedo uporabljati, on bi se pa vsak dan, pa vsak moment pogovarjal, kaj je bilo v Sloveniji, kaj so mu škodo naredili. To. Sem rekla, to ne več toliko. Bolj bod, ne. Sem rekla, dobro. On me je potožil, ne. Seveda, 9 otrok je bilo. Brat njegov je bil bit kot domobranec. Vsak njegov ne vem kaj. To se pravi, vsak nekaj, ne, vsak je nekaj doživel. Jaz imam tudi brata od moje mame, je bil tudi ubit, ne vejo kje. Pa to, saj prav, da se spomnite, ampak da je čist vsak dan na mizi, se mi zdi, da ni prav. Pa ne pozabiti, kakšni rečejo, kaj boš tiste grobove odpiral, kaj tisto, prosim. Ne, to pa ne smete pozabiti. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo današnje pričevanje Pavle Kovač Kraba. To je bila že druga oddaja, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Študijskim centrom za narodno spravo. In sicer ste nam, hvala, prinesli pričevanje Marta Keršič, treba pa je omeniti še Mirjam Dujo Jurjevčič, ki je tehnično pripravila oddajo. Sicer lahko povabiva naše poslušalke in poslušalce, da se sprehodijo po bogatem arhivu oddaje Moja zgodba in pa, če imajo morda tudi sami pričevanje ali pa, da bi radi delili družinsko zgodbo, lahko se obrnejo na Študijski center za narodno spravo. Tako je, veseli bomo vsakega, ki bo želel spregovoriti o svoji poti, ki jo bo želel deliti tudi s širšo javnostjo. Lahko nas obiščete osebno. Naš sedež je v Ljubljani na Tivolski ulici 42. Če pa nas želite poklicati po telefonu, povem še telefonsko številko, in sicer je to 01 230 67 00. Lepo vabljeni, da se nam oglasite in se bomo dogovorili za srečanje. Hvala lepa za nocoj in vse dobro želim. Lahko noč.